Dober dan in dobrodošli v seriji Forbesovih pogovorov 30x30. To je pogovor z mladimi, ki premikajo meje. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenija, in z mano je Luka Petravič, specializant interne medicine na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ter raziskovalec in doktorski študent na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Hkrati vodi projekt Zdravniki sledilnik ORG, je tudi soustanovitelj prvega nacionalnega registra zunajbolnišničnih srčnih zastojev. Kot član delovne skupine Ministrstva za zdravje pa sooblikuje smernice za digitalizacijo nujne medicinske pomoči in svetuje pri evropskem projektu namenjenem optimizaciji urgentnih centrov na evropski ravni. Pozdravljen. Ja, lepo pozdravljeni. Luka, počnete zelo veliko stvari. Pa če začneva pri projektu Zdravniki sledilnik ORG, ki je pomemben vir za iskanje dostopne primarne oskrbe, za kar ste tudi prejeli nagrado za socialno inovacijo Socialmari in DigiVzornik. Prek tega portala lahko posameznik pride do informacije, ali je določen osebni zdravnik, ginekolog, pediater, zobozdravnik še na voljo ali še sprejema paciente ali ne. Lahko poveste, kako ste se sploh povezali s tem projektom, ki je obstajal še preden ste se mu pridružili, in zakaj se vam zdi pomembno, da tak projekt imamo? Ja, mogoče par korakov celo nazaj od tega, kako se je vse skupaj začelo. Jaz sem v bistvu tekom študija medicine smo imeli predmet etike pri profesorju Cvitru in on je takrat bila glih COVID epidemija in je v bistvu dal različne zanimive seminarske naloge, ki smo jih pač s sošolci se skupaj lotili. Mi smo takrat dobili v bistvu seminar o tem, kakšna so mnenja ljudi glede cepljenja proti covidu. To je bil takrat kar taka vroča tema. Veliko je bilo debat in je bila tudi zelo zanimiva za delati. Že v začetku smo s to širšo ekipo študentov razmišljali, kako bi naredili čim boljši vzorec za našo anketo. In takrat je v bistvu tudi sledilnik bil kar popularen. Večina Slovencev ga je redno pregledovala za to, da so videli, kaj se dogaja v Sloveniji, in se nam je zdela taka naravna povezava, da se poskušamo z njimi povezati, pa to anketo skupaj z njimi izpeljati. Tako da takrat sem jaz pisal v sledilnik in takrat sem začel sodelovati z njimi. Takrat smo naredili pač to anketo. Takrat je bila to v bistvu kar taka prebojna zadeva. Bil je največji vzorec na svetu za tisti čas. Bili so zelo zanimivi rezultati. Pa se mi je pa v bistvu delo znotraj sledilnika zelo dopadlo. Meni so v bistvu računalniki so mi bili od nekdaj zanimivi in pač me je hitro not potegnilo. Tako da sem potem videl, na katerih projektih drugih delajo in nekako sem potem se pridružil temu podprojektu Zdravniki in tam pomagal s tistim znanjem, ki sem ga že imel. Takrat smo glih imeli predmete družinske medicine, tako da sem lahko malo pomagal vsebinsko in tako je potem nekako naravno raslo od tam naprej. Zakaj se vam zdi pomembno, da ta projekt imamo, da ta sledilnik imamo? Mislim, pomembno, da ga imamo, preživeli bi tudi brez. Je pa definitivno lažje. V bistvu takrat na začetku, ko se je sledilnik s tem začel ukvarjati, je ZZZS dajal samo Excel tabele na svojo spletno stran, kar je v bistvu že zelo pohvalno, ker so v bistvu oni skrbeli, da so ti podatki odprti, redno so bili posodobljeni in pač dostopni na internetu komorkoli, da se potem lahko sekundarno rabo dela karkoli. V bistvu verjetno je bilo v začetku mišljeno bolj za to, da lahko pač različni delavci v zdravstvu pomagajo pacientom, ki pokličajo, da jim pomagajo najti prostega osebnega zdravnika. Zdaj, mi smo razmišljali, a je Excel tabela res najbolj uporabniku prijazen način, kako te podatke iskati. In tako je v bistvu nastal ta Zdravniki sledilnik, ki je v bistvu spletna stran, ki prikazuje podatke v tabeli. Mogoče zdaj veliko govorimo o dashboardih, to je na nek način je to dashboard. Ta sledilnik v veliki meri sloni na plečih prostovoljcev. Kako se najdete, kako se organizirate, koliko dela je s tem, kako nadgrajujete ta projekt in tudi
kolikšno je povpraševanje po tovrstnih podatkih? Ja, zdaj sledilnik je kar velika skupnost bila. Imela je pač svoj vrh članstva in aktivnosti med COVID-om. Takrat je bilo veliko ljudi doma, iskali so nek hobi, kaj bi lahko delali v prostem času. Zdaj govorite o sledilniku COVID-19. V bistvu govorim o sledilniku kot društvu nasploh. V bistvu to si morate predstavljati, načeloma se vidimo enkrat na leto na pikniku, ampak načeloma je to tak Slack kanal oziroma Slack okolje, kjer so različni kanali za različne teme, o različnih stvareh se pogovarjamo in med COVID-om je bil pač tam res vrhunec, res ogromno ljudi iz različnih strok, od družboslovcev do naravoslovcev in glih zaradi tega je bilo zelo zanimivo. Zdaj po COVID-u, ko je bilo konec karanten, ljudje so začeli nazaj v službe hoditi, vedno manj časa je, tako da zdaj v bistvu je teh projektov, kot vidite, tudi ni vsako leto nova spletna stran, ni vsako leto neka nova aktivnost, je teh ljudi manj. Ampak glih zato, ker so v bistvu te spletne strani bile dosta avtomatizirane, ni več treba tako veliko ročnega dela, tako da v bistvu imaš lahko tako imenovano skeleton crew, pa še vedno zadeve delujejo. Tako da v bistvu zdaj na sledilnik zdravniki je po moje peščica aktivnih še, ki pomagamo in vzdržujemo to spletno stran, da deluje, ampak ker je bila že dobro narejena v začetku, ni toliko ročnega dela. Tako da v bistvu na ta način. Ampak ves čas pa tudi vsebinsko nadgrajujete. Ja, recimo v lanskem letu smo imeli en zelo zanimiv projekt v navezi z zdravniško zbornico in smo dodali v bistvu zavihek analitika in tam smo v bistvu gledali, kakšni so trendi delovanja primarnega nivoja. Kako je s specializacijami, kako je v bistvu s koncesionarji, koliko je javnih zavodov, kako v bistvu se glavarina giblje po različnih letih, po različnih regijah. Tam je en tak zelo zanimiv zemljevid, kjer se v bistvu vidi, kako ima v bistvu vsaka občina pokritost s primarnim nivojem. Ti lahko pogledaš, ne vem, kaj se dogaja v Kočevju, kaj se dogaja v Mariboru in pa je tisto preračunano na populacijo in vidiš, so tam neki prebivalci, ki so na slabšem ali pa neki prebivalci, ki so na boljšem. Ne. Tako da v bistvu to je bil zadnji tak aktivni podprojekt, ki smo ga dodali. Si pa jaz že od nekdaj želim v bistvu narediti tudi, da bi bilo možno v bistvu gledati tudi podatke iz urgenc. To je pa tudi tema mojega doktorskega študija. In sicer si želim, da bi lahko iz teh informacijskih sistemov prikazovali, kako polne so naše urgence. Se mi zdi, da to bi bil tudi en tak zelo zanimiv projekt, ki bi se ga dalo narediti. Nimamo pa trenutno teh podatkov ažurnih in odprtih, da bi lahko take zadeve se šli. Sploh v času pandemije, kot ste tudi sami že omenili, je bil ta projekt Sledilnik izjemno pomemben. Ljudje so spremljali tudi zato, ker so takrat prvič bile na enem mestu zbrane tovrstne informacije, ki so zbirale, analizirale in potem tudi objavljale podatke o širjenju koronavirusa. Pravilno zbrani, obdelani in prezentirani podatki so ključni, da vemo, kaj se dogaja in seveda potem na podlagi tega tudi, da se sprejemajo ustrezni ukrepi, ki delajo javno zdravstvo učinkovito. Zato bi bilo upravičeno pričakovati, da tovrstne baze podatke zbirajo, objavljajo seveda na ljudem prijazen način uradne ustanove. Tukaj pa gre za prostovoljne projekte. Zakaj se vam zdi, zakaj po vašem mnenju uradne ustanove zdravstvene pri nas ne naredijo takih projektov, takih baz? Jaz mislim, da želja je, ampak glih danes, ko sem se pripravljal, da pridem v Ljubljano, sem nekaj na internetu zasledil eno zanimivo tabelo iz Eurostata, mislim, da, ki je kazala, kakšen je spending, se pravi, koliko se vlaga denarja v IT
povezan z zdravstvom. Ne. In Slovenija je glih pod povprečjem. So države, ki dajo recimo zelo veliko, kakšne severne države, pa tudi države, ki dajo veliko manj kot mi. Meni se zdi, da v bistvu izkoristek za ta denar, ki ga dajemo noter, sploh ni tako slab. Mi imamo veliko sistemov, ki pač nekatere sosednje bolj razvite, države, na katere gledamo, kot da so bolj razvite, še nimajo ali pa so še v povojih. Tako da v bistvu se mi zdi, da Slovenija nekako dobro krmari z vložkom, ki ga ima. Je pa pač zelo veliko sistemov in kot veste, ti sistemi so ponavadi dragi. Sploh, če želiš, da sistem dela dobro, da je zanesljiv in potem v bistvu mogoče niti ni tako drag nakup na začetku, ampak mogoče potem vzdrževanje, posodabljanje, take zadeve. Tako da se mi zdi, da pač organizacije se posodabljajo z zmožnostmi, ki jih imajo. Tudi NIJZ zdaj vedno več podatkov prikazuje online. Recimo zdaj aktualen v sezoni gripe je tisti dashboard, ki ga kažejo, koliko ljudi se je cepilo, pa kako kaže gripi, pa cepljenju s covidom. Mislim, da sem nekje v novicah zasledil, da imamo letos praktično rekordno precepljenost proti gripi, ne? Ampak še vedno zelo veliko ljudi je zbolelo. Tako da v bistvu se mi zdi, da vse te organizacije se trudijo digitalizirati, ampak ker gre za take organizacije, ki so že nekaj let prisotne, se mi zdi, da te tako imenovane legacy sisteme zelo težko posodobiti pa pripeljati naprej. V bistvu na veliko stvari moraš pomisliti, veliko stvari gre lahko narobe in za take kritične infrastrukture, ki v bistvu skrbijo za take sisteme, ne moreš tega čisto zlahka narediti. Mislim, da tudi ABS-i v naših avtomobilih še vedno delajo na zelo, zelo starih čipih in računalnikih in tega ne spreminjajo. No, ampak sledilnikom ste pokazali, da se da, ne? Ker ne glede na to, zdravstveni sistem pri nas vseeno ima bistveno večje kadrovske zmožnosti in finančne zmožnosti, da take baze vzpostavi, kot pa recimo nek prostovoljni projekt. Ja in ne. Se mi zdi, zdaj pred kratkim je bil sprejet tudi ta zakon o digitalizaciji, tam se je videlo, koliko teh baz v Sloveniji in različnih registrov obstaja. In se mi zdi, da glede na kadrovsko strukturo, vsaj tako, kar jaz te stvari vidim, vzame ogromno časa že sem, da se vzdržuje te zadeve. In potem na koncu preprosto zmanjka kadra, da bi delalo še dodatne nove stvari. In v bistvu sledilnik je bil glih zaradi tega zanimiv, ker je bilo v bistvu veliko ljudi, ki je bilo pripravljeno delati zastonj in v bistvu so lahko te stvari dograjevali, če so bili le podatki odprti. Mislim, da to je pa v bistvu bistvo sledilnika in kaj predstavljamo, da se da v bistvu ogromno stvari narediti, če so podatki le nekje objavljeni, posodabljeni in v bistvu lahko z njimi delamo veliko. Se pravi, ne da so samo neke PDF številke objavljene, ampak tabele, mogoče API dostopi, take zadeve, potem se s temi podatki dejansko da delati sekundarno rabo. In sekundarna raba se mi zdi, da tudi na evropskem nivoju dobiva vedno večji pomen in se bo vedno več stvari dalo delati tako. Kot sem omenila na začetku, ste tudi član delovne skupine Ministrstva za zdravje, ki oblikuje smernice za digitalizacijo nujne medicinske pomoči. Pa me zanima, če lahko poveste malo več o tem, kaj delate in kako konkretno se bo to poznalo recimo na vsakdanjem življenju ljudi. Ja, zdaj tukaj nisem tako visoko, kot se mogoče sliši iz tega. Pomagal sem v sklopu delovne skupine pri nekaterih vsebinskih izhodiščih, kaj bi si zdravniki želeli od digitalizacije urgentnih sistemov. Mislim, da zdaj ta trenutek, da bi prebivalstvo karkoli imelo direktnega učinka na to, tega nima. Bo pa imelo v prihodnosti. Kot verjetno spremljate iz medijev in tako se zelo veliko vlaga v digitalizacijo zdravstva, predvsem iz teh sredstev za okrevanje in odpornost. In v bistvu so eni taki kar pomembni projekti nastali iz tega, medtem tudi ta projekt za digitalizacijo nujne medicinske pomoči, pa tudi urgentnih centrov. In v bistvu to bo omogočalo, da bojo podatki lažje tekli med različnimi ustanovami, med različnimi izvajalci in tega si tudi želimo. Sicer Slovenija že zdaj ima en odličen sistem, ki se mu reče CRPP,
in v bistvu centralni register pacientovih podatkov. Zdaj se je, mislim, da s tem novim zakonom preimenoval nekaj drugega, ne vem, kratice. Ampak vsakič, ko greste vi v zdravstveno ustanovo, pa naj bo to koncesionar ali pa javni zavod, se ti izvidi, se pravi tisto, kar dobite vi v roke papir, naložijo v to centralno shrambo. In to je odlično, tega veliko držav nima, tudi Amerika recimo tega nima. To pomeni, da v bistvu, če vi pridete na urgenco v Maribor ali pa v Novo mesto ali pa v Koper, zdravnik ima dostop do tega in lahko vidi, kaj se je dogajalo z vami, preden ste vi prišli. In to zelo veliko pomaga, zato ker potem lažje vidiš, kaj so neka stanja od pacienta, ki vplivajo na njegovo zdravje in kaj dejansko bi lahko naredil. Ker kot veste, obisk urgenc pa urgentnih služb je zelo stresen za posameznike. Velikokrat pozabijo točno, kaj so ostale bolezni, ampak vse te bolezni nekako skupaj gradijo sliko, ki vpliva na to, kaj se bo s pacientom zgodilo naprej. In v bistvu, če so bile neke preiskave že narejene, je smiselno, da jih vidiš. Vi imate tudi eno, recimo, evropsko primerjavo na tem področju, ker med drugim svetujete pri evropskem projektu ICRIM, ki je namenjen optimizaciji urgentnih centrov na evropski ravni. Pri nas se zdi, da se stanje na tem področju slabša. Še zlasti s tem, ko ljudje težje dostopajo recimo do osebnih zdravnikov, pa do družinskih zdravnikov, se potem pogosteje poslužujejo urgenc, včasih tudi neupravičeno. Hočem reči, niso tako urgentna stanja, recimo, mogoče so napačne presoje, ampak pogosto zaradi tega urgence pokajo po šivih. Kako bi vi ocenili stanje urgenc v Sloveniji? Če imate recimo evropsko primerjavo. Meni je ta ICRIM projekt dal kar to širine. Videl sem tudi druge sisteme po Evropi. Veliko znotraj konzorcija govorimo z različnimi zdravniki in ostalim osebjem iz teh držav, ki sodelujejo. Nazadnje sem imel priložnost iti v Grčijo. In tam recimo delajo z urgencami nekaj v Sloveniji čisto nepredstavljivega. Oni v bistvu imajo, vsako mesto ima ponavadi več bolnic, to pomeni, da je tudi več urgenc. In oni, zato ker si v bistvu ali ne morejo privoščiti ali nimajo kadra, urgence niso 24 ur vsak dan v tednu oziroma vsak dan v letu odprte, ampak se v bistvu menjavajo. Enkrat, ne vem, ob ponedeljkih je odprta ta, ob torkih je odprta ta. In pač zjutraj, ko je konc, zaprejo in grejo ljudje v drugo. Tako da v bistvu, če primerjamo z Evropo, je naš urgentni sistem dober. Zdaj, vidimo te slike dolga čakanja, take zadeve. To se mi zdi, da je kot nek simptom pomanjkanja primara. Več kot 80% stvari se da rešiti preko osebnega zdravnika, ampak če se navežemo nazaj na zdravniki sledilnik, pa zdaj odpremo mapo Slovenije, v bistvu ni veliko prostih osebnih zdravnikov. Pa tudi se mi zdi, da je kultura v Sloveniji mogoče malo drugačna. Recimo iz mojih izkušenj na severu, ljudje recimo pokličejo, pa najavijo lahko obisk na urgenco, dobijo termin, ali pa v bistvu grejo na urgenco šele potem, ko osebni zdravnik reče, da je smiselno. Tako da v bistvu veliko faktorjev, ki vpliva na te čakalne vrste, ki jih zdaj vidimo, ampak se mi zdi, da zadaj je pa stroka, ki je zelo na visokem nivoju. To smo videli tudi v registru zunaj bolnišničnih srčnih zastojev. Moramo vedeti, da Slovenija je 4. v Evropi po preživetju tega zelo smrtonosnega stanja. Tako da v bistvu mislim, da ni tako slabo, kot se mogoče prikazuje. Je pa res, da eno so številke, statistika, eno je pa v bistvu, ko ti sediš v čakalnici, pa čakaš, ne vem, 5 ur ali pa še več. Ja. In to verjamem, da ni prijetno. Mislim, da bi v bistvu glih objavljanje teh podatkov o obiskih urgence mogoče dalo en tak pogled javnosti in tudi novinarjem, kaj se dogaja, da v bistvu urgentni centri obdelajo ogromno število ljudi in da v bistvu ti standardi za tiste najbolj bolne so spoštovani. Se pravi te po manchesterski triaži najvišje kategorije. Tiste nižje pa pač dlje čakajo. Ne? Zato, ker v bistvu tudi manchesterski sistem je narejen tako, da kadar imaš omejene vire, pač da vire usmeri v tiste, ki so najbolj bolni, najbolj nujni. In potem
če pride recimo, če si ti zelene barve, pa ne vem, je prišel ravno pred tabo en rdeče triažiren, pa potem njega zaključijo, pa potem pride še en rdeče triažiren, grejo spet k temu rdeče triažirenemu, ti pa čakaš naprej. Ja, ampak kot ste rekli, z boljšim dostopom do primarne oskrbe bi se tudi urgence razbremenile. Pa tudi to se zelo spreminja. Mislim, družinska medicina je vedno bolj popularna. Med mojimi kolegi je zelo veliko, ogromno sposobnih ljudi je šlo v družinsko medicino. Tako da mislim, da to se bo tudi ta trend počasi obračal. Specializacija družinske medicine mislim, da traja 4 ali 5 let. Tako da mogoče bomo že kmalu videli prve učinke. So pa to teki na dolge proge, vodenje sistema pač ni preprosto. Vsak ukrep, preden vidiš, kaj se bo zgodilo, traja par let. Kot raziskovalec in doktorski študent na Medicinski fakulteti v Ljubljani se posvečate velikim podatkom urgentnih obravnav v Sloveniji. Nam lahko malo bolj razložite, kaj raziskujete? Ja, v bistvu, ko sem bil še medicinski študent, pač na dodiplomskem, sem v bistvu delal, veliko pač sem delal s tem registrom srčnih zastojev. Potem sem pa v bistvu med covidom, ko sem delal tudi v urgentnem centru pa pomagal, sem tam videl v bistvu, da imajo ta sistem triaže, manchesterske triaže, ki je v bistvu nacionalno implementiran. In to pomeni, da v bistvu vsaka oseba, ki pride v urgentni center, je na isti način razvrščena in ti podatki se shranijo centralno. Tako da v bistvu imamo eno veliko bazo vseh obiskov urgentnih centrov. In meni je bilo že takrat zelo zanimivo, da se na teh podatkih ne dela nekih raziskav. Se pravi, uporabljajo se za vas 1 na 1, zato da greste čez obravnavo, da vas razvrstijo, da prav čakate. Ampak nihče pa ne gleda zdaj, a se ti trendi spreminjajo, s čim prihajajo ljudje na ta način. In tukaj v bistvu je to mene zelo zanimalo in sem v bistvu par prispevkov na to stvar že napisal. Zdelo pa se mi je tudi zelo zanimivo za doktorski študij. Bral sem o nekih tehnologijah, ki jih uporabljajo večinoma podjetja za napovedovanje, recimo Amazon, da ve, koliko ruzakov dati v eno skladišče, pa ne vem, koliko flašk dati v drugo skladišče. Oni nekako spremljajo skozi čas, kakšno je gibanje nakupov in pa prilagajajo svoje zaloge na ta način, zato da vi lahko dobite, ne vem, dostavo naslednji dan. Ampak te zadeve se uporabljajo tudi širše. Uporabljajo se recimo v energetiki. Kot veste, pač proizvodnja in poraba energije morata biti v ravnovesju, drugače sistem ne deluje, in tudi na drugih zadevah. Zdaj, z vsemi temi ChatGPT pa umetnimi inteligencami, ki pač vodijo razvoj na informacijski strani, je tudi zelo veliko sistemov se razvilo, ki so odprtokodni ali pa zaprtokodni, ki rešujejo prav ta problem. Zato, ker to je v bistvu tak problem, ki lahko pomaga z logistiko in reši veliko stvari. In se mi zdelo, da glede na to, da so v Sloveniji podatki kvalitetni pa dostopni, bi bil to zanimiv doktorat. Tako da v bistvu, kaj delam na kratko, probam napovedati, podobno kot vremensko napoved za obisk urgentnih centrov. Se pa v bistvu te tehnologije potem lahko uporablja tudi za napoved, koliko ljudi bo sprejetih v bolnico, ne vem, kako polni bodo oddelki na takem makroskali. Mislim, lahko se pa gleda, ne vem, neke časovne vrste, kot je recimo EKG signal pa vrednosti glukoze skozi čas. In na podlagi tega bi se potem lahko tudi ustrezno določene dneve okrepilo tako, v tujini, kadrovsko ali kakorkoli. Recimo na Danskem to že delajo. To je v bistvu tudi edino komercialno podjetje, ki sem ugotovil, da obstaja, pa je še prišlo iz raziskovalnega koraka v komercialno rabo, je ravno pri njih in oni v bistvu potem glede na to urejajo, kako osebje pride v službo, koliko osebja, pač ne vem. Oni imajo tako razdeljeno, da ti v bistvu hodiš v službo, pa imaš nekateri dnevi so raziskovalni, nekateri so klinični in oni potem lahko s temi napovedmi dajo več ljudi v raziskovalni del, zato ker pač jih ne rabijo tam ali pa jih prelagajo med različnimi delovišči. Tako da v bistvu na ta način se da veliko delati. Je pa res, da to se lahko greš, ko imaš sistem, ki ima dovolj kadra, pa ki ima v bistvu tudi dovolj denarja za take stvari, za take spremembe urnikov. Mislim, da v Sloveniji ta trenutek to še ni možno,
Ampak tako kot vsaka analitika, najprej spremljaš, pa gledaš, če dobro deluje, potem v prihodnosti pa začneš delati neke odločitve na podlagi tega. Ker na koncu bi pa privedlo do bolj učinkovitega javnega zdravstvenega sistema. Ja, upam. Želim reči, verjetno se splača vlagati, ker na dolgi rok to prinese pozitivne učinke. Ja, mislim, kot sem se že pogovarjala, v Sloveniji zbiramo res en kup podatkov, veliko registrov imamo in ti podatki so zelo zanimivi za sekundarno rabo in za neke take uporabe. Tako da v bistvu logistika je zelo zanimivo področje in na tem se da zelo veliko narediti. Omenjali ste podatke, omenjali ste tudi umetno inteligenco. V bistvu danes imamo dostop do res enormnih količin podatkov, tudi z področja zdravja. Ljudje pogosto prek interneta sami že poiščejo podatke, nekateri si celo sami kar že postavijo tudi diagnoze. Zdaj težava je v tem, da pogosto ti podatki sploh na različnih družbenih omrežjih niso točni, so morda zavajajoči, so morda celo fake news in to je potem lahko, marsikdo recimo danes pogleda v ChatGPT, kako se zdravijo simptomi, ki jih zaznava pri sebi. Ampak vemo tudi, da ChatGPT se lahko zelo zmoti. Pa me zanima, kako je to nevarno in tudi kako se s tem boriti? Ja, v bistvu zdaj zanimivo, da se pogovarjajo danes o tem, zato ker glih včeraj je OpenAI naznanil neko novo storitev, kjer lahko ti povežeš svoje zdravstvene podatke, recimo Apple Health ali pa mislim, da Samsung Health, v glavnem te aplikacije, kjer se ti, ne vem, lahko tehtaš, lahko si meriš sladkor, kako se gibaš, kako spiš, take zadeve in on pač iz teh podatkov vleče neke zaključke, ki naj bi bili bolj natančni od navadnega ChatGPT-ja. Zdaj, tako bom rekel, tako kot vsaka stvar, pred ChatGPT-jem je bilo pa sem googlanje simptomov in Google je seveda dal tisto najhujšo diagnozo, ta prvo. Zdi se mi, da tukaj je predvsem problem, ker ljudi prestraši. Prav je, da so pacienti opolnomočeni, da lahko v bistvu vejo, kaj se jim dogaja, da znajo vprašati tiste vprašanja, ki so pomembna, ampak velikokrat lahko ti pogovorni roboti dajo en kup diagnoz in potem se lahko, ne vem, nekdo, ki ni čisto zdravstveno pismen za preveč stvari, testira in potem lahko, da veste, v vseh teh diagnostičnih testih se govori o specifičnosti, pa natančnosti, pa občutljivosti in to pomeni, da v bistvu nek test je lahko pozitiven, ampak v resnici ni pozitiven. V smislu true positive pa false positive. In potem imaš ti v bistvu en kup ljudi, ki so bili pozitivni na testu, ampak dejansko patologije niso imeli. In kaj pa s temi narediti? Recimo en tak primer je merjenje D-dimerja, ki ga lahko povzroča en kup različnih patologij, med drugim tudi pljučna embolija. In potem v bistvu, če bi samo na podlagi tega bil pozitiven pa imel neko simptomatiko, bi veliko hitreje prišel do CT-ja, ki je pač slikovna preiskava s sevanjem, veliko sevanja, kot pa recimo, če bi šel po ustaljeni poti medicine. Kaj bi vi svetovali ljudem? Mislim, tako bom rekel, vsaka nova tehnologija je zelo zanimiva, ampak mogoče tako, kot je bilo prej na Googlu, ni vsemu za verjeti. Te stvari bojo vedno boljše, tako da bojo pomagale tudi nam stroki, zato ker, kot veste, vsak dan je objavljenih na milijone člankov, zelo težko slediš vsem, tudi učbeniki, ko pridejo ven, so že zastareli. Tako da v bistvu po mojem bo to zelo zanimivo področje za spremljati. Različni benchmarki obstajajo. V bistvu ena od vodilnih ljudi na tem področju je tudi profesorica Žitnik, ena izmed starešin ASAF-a. Marinka Žitnik z Harvarda, ne? Tako. Tako da v bistvu ona ima zelo zanimivo karierno pot, zelo zanimive raziskave. Tako da po mojem zdaj
to področje še v povojih, bo pa zelo zanimivo in po mojem bo pomembno vplivalo na stroko in tudi na naše vsakdanje življenje. Ne samo v medicini, ampak na zelo širokih zadevah. Ker na koncu, če potegneva črto, je pa vseeno gre za naše zdravje in v končni fazi tudi za naše življenje in je tukaj najbolj pomembno imeti točno pravo informacijo. Tako je. Pa niti ne točno in pravo informacijo, ampak nekako sestaviti kontekst vseh informacij, kaj je zgodba, kaj je rdeča nit, ker v bistvu veliko meritev lahko naredimo, diagnostika je eksplodirala, ampak treba se pa odločiti in preceniti, kaj je tisto, kaj je pomembno, pa vpliva, pa kaj je tisto, kaj ne vpliva. Zdaj, kaj mislim, lepotne pike, recimo, si tudi operiramo ponavadi takrat, ko grejo nekaj slabšega, ne odrežemo, kar ko se rodimo vseh. Na svoji spletni strani ste zapisali, da vam je študijska izmenjava na Finskem spremenila pogled na kakovost življenja in možnosti javnega zdravstva. Izmenjavo ste opravili v Univerzitetnem kliničnem centru Oulu, to je mesto tik pod arktičnim krogom. Kako vam je spremenila ta pogled? Ja, v bistvu videl sem, kako kolegi gor živijo, da v bistvu pač ne delajo tako ogromno nadur, kot je mogoče tukaj v Sloveniji, da večina jih ima neke hobije zraven, zelo so povezani z naravo in meni se je to zelo dopadlo. Tako da v bistvu iz tega načina sem začel razmišljati tudi, da je treba poleg službe imeti neko kvaliteto življenja in da je to pomembno. Da v bistvu po tem napornem dnevu, ko ga imaš recimo v službi, prideš nekam domov, kjer si vesel. Zdaj, glede javnega sistema, pa to mi je bilo pa všeč, kako dobro je bilo vodeno. V bistvu, kot sem že povedal za urgence, da so urgence pač bolj kot ne prazne, čeprav tudi pri njih, povsod po Evropi so urgence vedno bolj polne, ampak v tistem času, ko sem bil jaz gor, je bila čakalnica par ljudi. Zato, ker so res veliko stvari preko primarja reševali. Tako da iz tega stališča mi je bila zelo zanimiva. Kar mi je bilo pa tudi tako lepo odkritje, pa sem bil vesel glede tega, je pa to, da večina tehnologij, ki so jih imeli gor, sem jih že poznal iz Slovenije. Tako da v bistvu ni bilo veliko novega. Delajo se podobne zadeve s podobnimi napravami, iste firme so prisotne gor in dol. Tako da glede tega pa v bistvu lahko smo pač zelo zadovoljni z našim sistemom. Se mi zdi, da smo konkurenčni tudi tem najdražjim. Na tem področju, z vidika organizacije pa najbrž je še veliko možnosti za izboljšave. Ja, jaz mislim, da ja. Ampak pač treba je igrati s kartami, ki so ti dane. In se mi zdi, da pač vsaka pot lahko tudi parkrat narobe zaviješ, ampak važno je, da si usmerjen proti nekemu pravemu cilju in se mi zdi, da bomo tudi mi enkrat na tej točki. To pravim z vidika organizacije tudi zato, ker vseeno pri nas okrog 150,000 ljudi nima osebnega zdravnika, več kot 200,000 žensk in deklet starejših od 13 let nima ginekologa in tako naprej. To je problem, to je zaskrbljujoče. Mislim, da v bistvu... Hočem reči, težko govorimo o zelo dobrem in učinkovitem javnem zdravstvenem sistemu pri nas, dokler so številke take. Ja, mislim, vseeno se mi zdi, da tisti, ki pač zdravnika imajo pa zelo kvalitetno oskrbo. Mi je pa res žal za vse te ljudi, ki pač te oskrbe, dostopa do te oskrbe nimajo. Je pa zanimiv tudi podatek, ko sem o teh zadevah bral tudi v tujini, v literaturi, da obstaja pa tudi nek segment te skupine ljudi, ki pač zdravnika nočejo. Tako da zmeraj treba kritično gledati na te podatke. Tudi v bistvu obstajajo v Sloveniji že zavarovanja, ki ponujajo primar privatno. Za tiste ljudje sistem nima zavedeno, da imajo oni v bistvu nekoga izven sistema, ampak zgleda, kot da recimo takoj pridejo po zdravniku, ki žal pač vedno več je treba plačati žepa. In zato se veliko ljudi odloči, da pač grejo čist izven koncesij, izven javnih zavodov, in potem v bistvu mi ne vemo, da oni v bistvu zobozdravnika imajo. No, ampak še vedno delež tistih, ki bi želeli... Ogromen. Pa nimajo dostopa, je še vedno zelo velik. In jaz res upam, da se to
s temi pač z novim interesom na tem področju popravi in da bojo hmalo imeli večina ljudi, ki si želi zdravnika. Vi ste bili tudi na študijski izmenjavi v Združenih državah, torej na eni strani Finska, na drugi Združene države. Prva učinkovit, močen javni zdravstveni sistem, druga močna privatizacija v zdravstvu. Kako ste vi ta dva sistema videli in v katero smer bi po vašem mnenju morala iti Slovenija? Da bi sodil, kam bi mogla iti Slovenija, se mi zdi, da nimam dovolj znanja, niti izkušenj. V Chicagu, kjer sem bil pri profesor Počivalšku, ki me je pač gor sprejel, sem v bistvu delal raziskovalno, imel sem pa priložnost videti tudi, kako klinika zgleda, kako te zadeve delujejo. Raziskovalno je Amerika pač zlati standard. Meni se je zelo dopadlo, da se če si nekaj želiš kupiti, neko licenco, če si že neko napravo za to, da delaš raziskave, je tudi tako preprosto, da greš na Amazon, pač da prosiš svojega mentorja oziroma pač tistega, ki upravlja s pisarno in pač on to naroči in čez 2 dni že imaš te zadeve na mizi. V Sloveniji so ti postopki veliko daljši. Tako da všeč mi je zelo agilnost za raziskovalni del. Za ta medicinski del pa v bistvu oni delajo na špici napredka. Trudijo se dati oskrbo vsem, ampak ta špica napredka, najnovejše tehnologije, ki jih izumljajo, definitivno nekaj stanejo. In to vidimo tudi pri nas, s tem, ko v bistvu ima naša zavarovalnica vedno više izdatke, ker so tehnologije in postopke, ki jih lahko delamo, vedno dražji. Torej sistem, ki je vseeno bolj prijazen tistim z več denarja, s tistim manj denarja pa manj. Tako bom rekel, oni v bistvu delajo te ekonomske analize, se mi zdi, da veliko več kot mi. In oni v bistvu tudi imajo tako narejeno, da recimo najcenejša je preventiva recimo v lekarni ali pa oni imajo te CVS, kjer imaš, ne vem, lahko se testiraš za kri, lahko če imaš gripo, greš tja se pogledati, ne rabiš osebnemu zdravniku, pa v bistvu malo dražje že iti k osebnemu zdravniku, najdražje iti pa na urgenco. In tako v bistvu nekako probajo ljudi usmeriti, da grejo k tisti preventivi, pa zdravemu življenju, namesto k nekim akutnim obravnavam, potem ko je že pozno, relativno pozno. Tako da se mi zdi, pač to je tudi neka stvar v Sloveniji, ki jo imamo centre za krepitev zdravja, veliko imamo teh javnozdravstvenih programov. Veliko bolje je, da ti se gibaš, pa zdravo ješ, kakor da pol zdraviš komplikacije teh nezdravih življenjskih navad. Se mi zdi, da za svoje zdravje še vedno več kot kjerkoli bolnica lahko naredimo sami. Se pravi, da zdravo živimo, se gibamo, probamo nekako nadzorovati stres, na ta način ne kadimo. Pri nas je zdaj aktualna zdravstvena reforma, pa me zanima, kako bi se vi, če bi bili na tem mestu, lotili zdravstvene reforme pri nas, oziroma kaj se vam zdijo kritične točke našega zdravstvenega sistema? Ja, to je tudi zelo težko vprašanje, na katerega nimam odgovora. Mislim, da malo ljudi točno ve, kako se teh zadev lotiti. Pač zdi se mi, da poskusiš neke zadeve in vidiš, če delujejo ali ne. Kot so se pa prej pogovarjali, vsak ukrep rabi par let, zato da vidiš, kakšni so njegovi učinki. In potem greš po tem krogu, ko dobiš idejo, jo implementiraš pilotno, jo testiraš, vidiš, če deluje, jo razširiš drugam. Če ne deluje, greš nazaj, vidiš, kaj je šlo narobe, analiziraš in potem naprej. Pač tako v krogu, dokler ne najdeš nekih rešitev, ki delujejo. Ja, to je recimo, ko iščemo rešitve, ampak recimo, če pogledamo statičnega vidika ta trenutek, kaj so po vašem mnenju res najbolj kritične točke? Mislim, mene zelo skrbi... Poleg tega, kar smo recimo, se opravičujem, že omenila dostop do zdravnika, recimo. Mene skrbi pomanjkanje kadra. Mislim, pa morda niti ni nujno tako zdravnikov, ampak vseh ostalih medicinskih sester, administratorjev, vseh vzdrževalcev in tako naprej. Zdi se mi, da je v bistvu
z vso to negativno narativo oziroma zgodbo okoli tega, kaj se dogaja v zdravstvu, zdravstvo vedno bolj ratuje kot nek bav in se tudi manj ljudi, manj mladih odloča za karijere v to smer. Tukaj, ko sem čakal na ta pogovor, sem se pogovarjal z vašo kolegico, kako so v bistvu zdaj recimo za psihiatrijo veliko višje omejitve za prideti na faks, kot recimo na medicinski faks. In mislim, da največja skrb je to. Mi kader lahko zelo kvalitetno izobrazimo in imamo vrhunske strokovnjake v Sloveniji, ampak treba je pa skrbeti za to, da si ljudje želijo ostati v medicini, da so pogoji dela taki, da si pač želijo hoditi in z veseljem hodijo vsak dan v službo. In se mi zdi, da je to en zelo tak pomemben aspekt, ki ima trenutno zelo negativne trende. Tako da upam, da se to obrne navzgor. Hvala za pogovor in uspešno še naprej. Ja, hvala. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije tehnologija in znanost je Telemach.